na novinarski konferenci po 6. nujni seji parlamentarne preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v bančništvu. Na današnji seji smo v okviru dogovora o delu sprejeli sklep o zaslišanju prič v zadevi oziroma v primeru ugotavljanja smotrnosti tako imenovane nadzorovane likvidacije bank, Faktor banke in Probanke. Seznanili pa smo se tudi z zahtevami za zaseg dokumentacije iz dodatnih zahtev strani parlamentarne preiskovalne komisije, ki so bile vložene po prejšnji seji. Pri zahtevah za zaseg dokumentacije v okviru kreditnih pogodb z zamudo 90 in več dni z bonitetami A, B in C je sodišče v Mariboru ugodilo naši zahtevi in odredilo zaseg dokumentacije, ker je po oceni sodišča to edini možen ukrep, da parlamentarna preiskovalna komisija opravi svoje delo skladno z mandatom, ki je bil podeljen s strani parlamenta. Medtem ko je v primeru okrožnega sodišča v Ljubljani, ne boste verjeli, zahteva romala v roke sodnice Deše Cener. To mislim, da je že 5. ali 6. zahteva, ki je po naravnem pravu očitno romala v delokrog nalog okrožne preiskovalne sodnice Deše Cener, ki je po uveljavljeni tradiciji zavrnila zaseg pod obrazložitvijo, da je zakon o parlamentarni preiskavi v ustavni presoji. Verjetno pa nismo pozabili, da je to ustavno presojo zahtevala okrožna preiskovalna sodnica Deša Cener. Poleg tega smo v omenjenem obdobju prejeli tudi odgovor specializiranega državnega tožilstva v zvezi z našo prošnjo za vpogled v dokumentacijo glede postopkov, ki so pred omenjenim organom, torej v predkazenskem postopku. To zahtevo smo poslali že zgodaj jeseni prejšnjega leta, vendar nismo dobili odgovora s strani specializiranega državnega tožilstva, zato smo poslali urgenco. Prejeli pa smo odgovor, da so na podlagi mnenja informacijske pooblaščenke ugotovili, da nam ne odobrijo vpogleda v tožilske spise v fazi predkazenskega postopka, ker bi lahko to škodovalo interesom postopka oziroma zasebnosti oseb. To je zanimiv preobrat s strani specializiranega državnega tožilstva. To ocenjujemo kot nezaupnico delu preiskovalne komisije ali kakorkoli drugače, ampak zdaj torej poleg bank, ki so v domeni okrožnega sodišča v Ljubljani, očitno tudi s strani specializiranega državnega tožilstva ne bomo pridobili dodatnih podatkov. Očitno se krog tistih, ki so pripravljeni posredovati te informacije oziroma ki spoštujejo ali pa sledijo zakonu o parlamentarni preiskavi, vedno bolj krči. Prej sem omenil, da je danes parlamentarna preiskovalna komisija tudi določila seznam prič, ki bo zaslišala v okviru točke 10 sklepa oziroma dokaznega sklepa, in sicer glede nadzorovane likvidacije Probanke in Faktor banke. Ta imena bodo verjetno posredovana kasneje v okviru sporočila za javnost oziroma strani parlamentarne preiskave, ampak v tem pogledu smo sledili nekemu pravilu od spodaj navzgor, torej strani tistih, ki so bili zadolženi za revizijo znotraj obeh bank, pa tisti strani inšpekcije oziroma pregleda strani Banke Slovenije. Nato nadalje uradni revizorji, ki so preverjali obe banki, poslovanje obeh bank v preteklosti. Potem nadzorni sveti obeh bank,
kakor tudi uprava obeh bank, potem večji lastniki obeh bank oziroma pač predstavniki večjih lastnikov, potem seveda tudi predsedniki izrednih uprav, pa minister, ki je pač odredil oziroma ki je predlagal to nadzorovano likvidacijo, državni sekretar, vsi trije pretekli predsedniki centralnih bank oziroma guvernerji centralnih bank, torej gospod Gaspari, gospod Krajnc in gospod Jazbec, ter seveda nekdanja predsednica vlade magistra Bratušek. Zdaj, glede na to, da gre za ugotavljanje odgovornosti ali pa iskanje ozadij teh zgodb, ki večinoma temeljijo na podatkih, ki so označeni z eno od znak stopenj zaupnosti oziroma so poslovna skrivnost oziroma bančna tajnost po zakonu o bančništvu, bodo ta zaslišanja potekala v večjem primeru tako sestavljena iz dveh delov, in sicer na začetku iz odprtega dela in kasneje potem iz zaprtega dela, kjer se bo pač preverjalo oziroma ugotavljalo odgovornost oziroma iskalo odgovore na posamezno vprašanje iz tistih sklopov, ki zadevajo dokumente v arhivu Državnega zbora oziroma tistih dokumentov, ki so bili zaseženi s strani preiskovalne komisije. In tudi zaključno poročilo bo sestavljeno iz dveh delov, in sicer iz odprtega in zaprtega dela. Zdaj, s samimi zaslišanji bomo začeli v sredini marca, predvsem pa aprila, tako da bojo, tak je bil dogovor, četrtki v aprilih predvideni za ta zaslišanja prič v tem prvem sklopu, torej zadevi Probanke in Factor banke. To bi bilo z moje strani oziroma strani preiskovalne komisije v tem pogledu zaenkrat vse, zdaj pa če so kakšna vprašanja.